V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen. Hvaljen Jezus. Praznik vseh svetih je resnično katoliški praznik z veliko začetnico katoliški. V smislu prav to poudarjanje zaslug svetnikov, pomoči svetnikov in tako naprej. Vse to je res taka lastnost katoliška, bomo rekli, ne. In kadar praznujemo posamezne svetnike, se reče, da je dan njihovega rojstva, dies natalis, ne, se pravi, so rojeni za nebesa. Ampak ne v tistem smislu, kot so govorili, tam smo bili enkrat v tistem Mariupolju tam in tisto, in potem za vse pokojne so govorili, da so se rodili v nebesa, ne. Enato in čelo, ne, so rekli za vsakega, ne, je se rodil v nebesa, ne. Ampak temu ni zmeraj nujno tako, ne. Seveda upamo, verujemo, molimo za te stvari, zato tudi ta molitvena osmina po 1. novembru, da bi čim več vernim dušam pomagali, da bi že sedaj lahko zrle Božje obličje, ne. Se pravi, imamo to lepo dolžnost pravzaprav, da jim pomagamo, ne. Verne duše, torej te duše v vicah, ki neizmerno trpijo, seveda, ker to ni enostavna zadeva, ne. V vicah pa ne bomo spet prispodob omenjali in tako, ampak vemo, da niso samo očiščujoča se cerkev, temveč predvsem trpeča cerkev. In trpijo, ker ne morejo še biti pri Bogu. Ker to je cilj našega življenja, da bi bili pri Bogu. Da bi njega gledali, njega uživali in tako naprej, ne, vse te stvari. To je neizmerno trpljenje, ker te duše vedo, da enkrat bodo tam, ne vedo pa kdaj. Zato prosijo nas, da bi jim pomagali v tem delu, da bi čim prej bilo tisto, kar je ostalo posledic za njihovimi grehi, in tako, da bi čim prej bilo zadoščeno. In zaradi tega bom še enkrat poudaril, da je treba moliti zase tudi, ker moramo zadostiti za vse svoje grehe najprej. Ampak po drugi strani, ti sveti smo slišali, da so zaznamovani z nekim znamenjem, ne, se pravi tav, to je podobno križu, ta judovska črka tav, hebrejska črka tav. Torej tudi mi smo bili s križem zaznamovani. Poznamo zlasti 3 zakramente, kjer se zaznamuje prav sveti moljen, sveto krizmo, torej sveti krst, potem birma in seveda sveti red, duhovništvo, mašništvo, ne, škofovstvo, zlasti mašnik, ki ima maziljene roke in je zaznamovan na rokah, ki bodo seveda prinašale ljudem Kristusa, in škof, ki je na čelu maziljen kot naslednik apostolov in tako vrhovni pastir črede v neki škofiji, oziroma če je pomožni škof, še zmeraj pač tisti, ki uči, ki vodi čredo, vsekakor, ne. Ker moramo se zavedati, da imamo tisto cerkev, ki uči, učeča cerkev, ne, to je seveda papež, škofje in tako, in potem učeča se cerkev, ne. To smo tisti, ki se učimo, pravzaprav, ki nimamo nič od sebe, smo pa mašniki, diakoni, nižji redovi in potem verniki sami, ne. Se pravi, mi se pač učimo od tistih, ki so nam postavljeni, ne. Če seveda učijo tako, kot je treba. Zdaj, drugo so pa te zadeve. Vsekakor zaznamovani so s križem ti sveti,
in blaženi, ne. To pomeni tisti, ki so v nebesih. Ampak križ je vedno znamenje v dve smeri. Križ po eni strani je seveda težka zadeva, se spominjamo na vse življenjske križe in tako naprej, ampak po drugi strani pa pozabljamo, da je križ tudi nekaj lepega, dobrega, ker konec koncev z znamenjem križa mi prejemamo Božjo milost. Tega bi se morali zavedati. Ker mi že smo sveti, ne? Se pravi, to znamenje zaznamovanosti, ta pečat in tako, ne, ki je neizbrisno znamenje, neizbrisan pečat. Po drugi strani, kot smo poklicani iz začetka Svetega pisma, da bi se tudi mi upodabljali po Bogu, da ne bi bila ta podoba samo globoko v naši notranjosti kot neizbrisni pečat znamenje, ampak da tudi mi živimo, se trudimo živeti po tej podobi, ne. To je pa potem naš odgovor, ne. Se pravi, učinkovitost Božjega delovanja že sama po sebi, torej zakramenti, ki delujejo ex opere operato, ne, se pravi, ko so podeljeni, že sami po sebi delujejo, ampak tudi delujejo ex opere operantis, torej da tudi tisti, ki prejme zakrament, da tudi še svoje prispeva zraven. To so pa potem svetniki, ne, vidite, svetniki, ki odgovarjajo na Božjo milost. Najprej je torej Božja milost, potem vse drugo. Vemo, kako ta svet deluje. Oni bi radi, da se nekdo izkaže, ne, pač jaz sem pač sposoben, ne, nekih stvari. In zato potem snemajo razne oddaje in se kažejo in tako dalje. Meni je pa to in to in to uspelo. Vidite, da svetništvo deluje prav drugače. Nobenemu svetniku ni uspelo samemu od sebe. Najprej je Božja milost. Ostali svet pravi, meni je uspelo, ne. Kakšenkrat se kdo še zahvali kaki svoji ekipi in tako naprej, ne. Morda v redkih primerih se celo zgodi, da nekdo se najprej Bogu zahvali, ne, ker mu je dal neke stvari, neke talente in tako naprej, ne. Ampak dostikrat je to neko dejanje nekega ponosa, nekega napuha in tako naprej, ne. Vidimo pa, za čim je treba pravzaprav stremeti na poti v nebeško kraljestvo, v nebesa. Se pravi, uboštvo duha, ne, to ponižnost, potem dobro in voljno sprejemanje tistega, kar nam drugi prizadenejo in tako naprej. Poznano je, kako je sveti Frančišek Asiški govoril, kaj je to pravo veselje, ne, la leticia, ne. Se pravi, na koncu je to bilo, da se jim vse hudo zgodi, ampak da to brata sprejmeta in ne odgovorita z enakim, bi rekli Italijani, z enakim kovancem nazaj, ne, con la stessa moneta, ne, se pravi, da ne vrnemo milo za žajfo, bi rekli mi, ne, po domače malo, ne, ampak da to izročimo Bogu, da izročimo zlasti v zadoščenje za svoje grehe, ker smo s svojimi grehi zaslužili Božjo kazen, seveda, zato moramo te stvari darovati. In kadar smo pa v Božji milosti in kadar smo se uspeli nekako odvezati od nekega greha, ker to je tudi eden od pogojev, ne, da dosežemo ta popolni odpustek za verne duše in tako tudi zdaj govorimo predvsem za verne duše v teh dneh, ne, je najprej nenavezanost na greh, ne, to bi bila prva stvar, ne. Tako da dajmo to se truditi delati na tem, da bi bili nenavezani na neke te grehe in tako naprej, ne. Ampak to je kar konkretna borba, ne.
da tukaj se bojujemo in delamo, da bi se to zgodilo, da bi bili nenavezani. Tako da te stvari, vidite, imamo in tukaj so nam ti svetniki zgled, ampak še nekaj je treba reči, ne? Zakaj v tradicionalni liturgiji svetniki, vsi svetniki so praktično zelo hitro po Kristusu kralju? Zato, ker so to tisti, ki so na njegovem dvoru. In vidite, so tisti, ki so resnično imeli Kristusa za kralja svojega življenja. So želeli najprej, da v njih samih kraljuje in so mu dopustili in dovolili, da je v njih samih kraljeval. Ne? To pomeni sodelovati z Božjo milostjo. Medtem ko, če ti postaviš Kristusa kralja na konc novembra, potem je to pojmovanje Kristus, ja, ok, kralj, to je nekje daleč, ne? Se pravi, to je pa se, ni več aktualna zadeva, da bi Kristus bil kralj. Zdaj smo v demokraciji in tako naprej, ne? Zato tudi grejo vsi v nebesa, ne? Zdaj po novem, ne? Kako prideš v nebesa, tako da umreš, ne? Eni si pomagajo, da umrejo čim prej, ne? Enim drugi pa da umrejo čim prej in tako dalje, ne? Skratka, vsi naj bi šli v nebesa. Ampak vidimo, ne? Blagor lačnim in ženim pravičnosti, ne? Ampak vidimo, ta pravičnost, ki jo svet zagovarja, ta demokratična pravičnost in tisto je pravzaprav krivičnost, je krivica, ne? Ne more biti tako, da se ne priznava nekih odgovornosti in krivd in posledic in tako dalje, ampak se kar nekaj daje. In seveda vemo, ne, da vse živali so med seboj enake, ampak ene živali so bolj enake od drugih, ne? Tako pride do teh stvari, ne? Tako da tukaj vidimo, da je treba pravilno pojmovati te zadeve. In to gre z roko v roki. Torej, to so dvorniki Kristusovi. Kristus kraljuje in je že kraljeval za časa njihovega življenja. In zato so spodbuda tudi za nas vse, da bi Kristus kraljeval tudi v našem življenju. Tako posnemamo mi tudi te svetnike in blažene, da se trudimo imeti Kristusa za resničnega kralja. To. Kristus namreč je prišel in je rekel tem angelom, ki so bili pripravljeni, da bi škodovali zemlji, smo poslušali, ne škodujte zemlji, ne morju, ne drevju. Ne? Zakaj ne bi škodovali zemlji, morju, drevju? Gotovo zaradi tega, ker je treba skrbeti za okolje, ne? Bi rekli danes. Zaradi zelene tehnologije, zaradi vseh teh stvari. Ampak ne. Dokler ne zaznamujemo služabnikov našega Boga na njih čelih. Se pravi, dokler ne bo še več teh zaznamovanih, še več teh otrok Svete Cerkve, dokler ne bo še bolj oznanjen ta evangelij, da se bo razširil še na druge strani sveta. O tem smo govorili pravzaprav, ko je bila ta misijonska nedelja, se pravi prva oktobrska nedelja in tako to še boste lahko poslušali in tako, ampak vendarle, lepo je nekdanji predstojnik italijanskega okrožja rekel, Don Ludovico, da pravzaprav 18% ljudi na svetu je katoličanov, ne? To pomeni, da je še veliko dela tukaj za narediti. In če pogledamo v Afriki, 17% je katoličanov, ne?
torej je še ogromno drugih, ki bi tudi morali prejeti katoliško vero. Vidite, nadškof Lefebvre se je trudil, potem ko je bil poklican, ker niso bile to njegove sanje, da bi šel v Afriko. Takrat se je potrudil, ker je odgovoril na neke potrebe in je ogromno ljudi potem pripeljal Kristusu kralju, ker on je rekel to. Kristus kralj, to je najbolj važna zadeva, Kristus mora kraljevati v našem življenju in to je poudaril glede Kristusa kralja, je poudaril tudi Don Davide, ko je predigal na pogrebu škofa Tiseja, tako da prav ta zadeva, naj bo ta zavest, da bi čim več ljudi potem prejelo to znamenje, ker zato Bog je potrpežljiv in ne pošlje, ne dovoli svojim angelom, da škodijo, da uničijo, ker pač enkrat bo treba tudi to. Ampak zadržuje, to je velika ljubezen, veliko usmiljenje, velika milost Božja. Tudi z nami je zelo potrpežljiv. In zato tudi pričakuje, da bomo še bolj odgovorili na to svojo zaznamovanost, da bomo čim bolj Bogu podobni, da bomo čim bolj jagnjetu podobni, da bomo tudi mi opravili svoja oblačila v jagnjetovi krvi. Vidite, križ, ki po eni strani je zelo huda stvar, kot smo rekli, po drugi strani nam omogoča, da operemo svoja oblačila v jagnjetovi krvi. In zato resnično tudi za nas naj velja gaudeamus. Razveselimo se. Razveselimo se, veselimo se, svetniki v nebesih, kot je lepo rečeno. Radujmo se, vzradujmo se z njimi. Posnememo njih zgled in naj nam pomagajo, da bomo čim bolj njim in Bogu in naši materi Mariji podobni. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvaljen Jezus.